Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Si želite na Triglav? Kar tako. Čeprav ne hodite v hribe, čeprav niste hribolazec. Včasih se da, včasih ne, odvisno od posameznika, pa tudi od tega, če si najamemo vodnika. No, in eden takih vodnikov je z nami v studiu, to je gospod Klemen Gričar. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Začela sem tako, namreč jaz bi šla na Triglav, pa nimam niti prave kondicije, niti mogoče voljo še. Ampak recimo, malo me je strah, kako bi vse to izgledalo. Če bi pa najela vas, kako bi to izgledalo? Kaj pomeni, če si najameš gorskega vodnika, da te napelje recimo na Triglav? Ja, poleg razen kondicije, za vse ostalo lahko poskrbimo mi. Se pravi, za varnost, za organizacijo, za samo izvedbo vzpona na Triglav. Za kondicijo pa morate sami poskrbeti, ker gorski vodniki ljudi vodimo v gore, ne moramo jih pa nositi. In v tem primeru bi se tako odločila, da bi pripravil vam program, ki bi ga vi lahko sami izpolnili prej, recimo z določenimi vzponi predhodno na lažje gore, nato bi se pa skupaj lahko odpravila na eno pripravljalno turo in nato še vzpon na Triglav. In tako podobno izgleda vaše življenje, recimo vaš vsak dan, oziroma vsak drugi dan, ne? Če ste mi rekli, da nekje 150-160 vzponov na leto imate. To se pravi, da bi človek lahko rekel, da skoraj vsak drugi dan vodite nekoga v gore. Moje delo je bolj skoncentrirano sezono, se pravi na poletno in zimsko sezono. Jeseni sicer vodimo gorski vodniki trekinge v Himalajo in tudi na gore, vendar glavna sezona nam je poletna sezona, ki traja od konec maja do konec septembra ali pa začetek oktobra, in takrat praktično delamo skoraj vsak dan. Oktober, november, december so prednovoletni čas, do takrat nekako približen je bolj mrtva sezona. Tudi ljudje ne pridejo v turistične kraje. Bom rekel, da Šamonix, Cermat so celoletno obiskani, ampak takrat se manj ljudi odloča za vzpon na Mont Blanc ali Matterhorn ali katerikoli drugi goro, ker koče so zaprte, večina žičnic ne dela in zato tak vzpon predstavlja večji izziv. Ne rečem, da je nemogoče tudi takrat, včasih je oktobra ali pa novembra najlepše v hribih, lepo vreme, indijansko poletje, še vedno je možno iti na Matterhorn ali Mont Blanc, vendar je treba računati z majčkeno daljšim vzponom, se pravi z daljšo hojo. In sabo je treba tudi prinesti hrano, kuhalnik, zaradi tega takrat v tistem času si moramo pa sami pripraviti obroke. Poglejte, nekaj je zanimivo, tako kot mi zdaj le pripovedujete, Mont Blanc, Matterhorn, to so pravzaprav kar visoke gore in ali dejansko lahko nekdo, dobro, recimo, da ima kondicijo, ampak ki ni hribolazec, ki ni vajen recimo gora, ali z vodnikom dejansko lahko pride tako visoko na take hribe in take gore? Lahko. V zadnjih 8 letih smo že kar nekaj klientov pripeljali v gore in to so navadni ljudje. Večino mojih strank je iz Anglije ali pa bom rekel angleško govorečih dežel, načeloma iz celega sveta, bo o tem malo kasneje. In to so ljudje, ki ne hodijo, ker če živiš v enem velemestu, ne moreš hoditi vsak dan v gore. In mi jih praktično dobimo, bom rekel, vzemimo za primer Mont Blanc. In ta vzpon na Mont Blanc poteka v 8 dneh, s tem, da sta prvi in zadnji dan rezervirana za transport, se pravi, da priletijo recimo iz Londona v Ženevo in potem z kombiji do Šamonija. V 6 dni je pa za vzpon na Mont Blanc. Od tega so 4 dni priprave in aklimatizacija, kjer v bistvu
jih naučimo. Hoje z derezom, uporaba cepina, ledeniška naveza, kratka vrv in potem zadnje 2 ali 3 dni, pač odvisno od programa in rezervacije koč, pa za sam vzpon na Mont Blanc. Pravite, prihajajo ljudje iz celega sveta, prej ste omenili, da greste na trekinge v Himalajo, pomeni, da tudi vi gostujete po celem svetu. Tam, kjer so gore, tam imamo delo. Tako da je tam, kjer je gorati svet, no, ne samo gore, recimo v Grčiji na otoku Kalimnos je zelo popularno športno plezanje in zmeraj več gorskih vodnikov dela tudi po sezoni. Recimo prav sedaj, oktobra, novembra je tam glavna sezona, ker poleti je prevroče za plezati, zdaj so pa idealni pogoji. Pa bi rekel, da je grški otok Kalimnos daleč od alpskih verig oziroma visokih gora. Poglejte, ne hodim veliko v gore, ampak grem pa seveda tudi kdaj pa kdaj, ne tako visoko. Tako kot sem že rekla, tudi na Triglavu še nisem bila, ampak recimo pravijo tako, da v hribe hodijo samo dobri ljudje. Kakšna je pa potem ta vaša družba gorskih vodnikov? To ste zagotovo posebni ljudje. To pravzaprav moraš biti predan nekomu drugemu z dušo in telesom. To je pravzaprav skrb za nekega drugega človeka, da bo prvič uspel v tistem, kar si želi, po drugi strani pa, da bo tudi varno lahko to izpeljal v pogojih, ki mnogokrat niso varni. Ja, gorski vodniki, v bistvu ta poklic je recimo specifičen, ni navaden poklic. In pred leti sem prebral v Cermat magazinu Profession Mountain Guide is being a mountain guide, se pravi, biti gorski vodnik je več kot poklic, je strast. In to res upravljamo s strastjo, ta poklic. Vsako delo moraš imeti rad, ampak mi imamo pa še posebej radi gore in v današnjem času, kjer ljudje so vedno bolj, ali pa rekel, ljudje smo vedno bolj povezani z mesti, velemesti, z internetom, s službami v pisarnah, ni več toliko gibanja v naravi. Mi na dopustih, ko pridejo klienti na dopust v gore, jim še zmeraj poskušamo na varen način približati nazaj naravo. Kaj pa recimo kot otrok, ali ste imeli že takrat radi gore? Namreč prihajate iz Jesenic oziroma gozda Martuljka, to je dom v gorah, brez gora tam ne gre, pravzaprav kamorkoli pogledaš je nekje pogled zaprt z gorami. Ali vas je to vleklo od otroka ven, ali so vaši starši že hodili v gore? Odkot ta strast, o kateri ste govorili? V gore sem začel zahajati v bistvu v osnovni šoli. V 2. razredu sem se pridružil planinskemu krožku in praktično od takrat naprej sem celo življenje povezan z gorami. V srednji šoli sem postal alpinist, sem v 2. letniku srednje šole na grozo staršev začel plezati in kasneje mi je pa v bistvu rabiš vedno nove izzive. In ko smo se mi pridružili Evropski uniji, takrat sem delal na carini in ni bilo več potrebe, nič več meja, nič več carinskih delavcev. Precej mojih kolegov v tistem času se je prekvalificiralo, prešolalo za razno druge podobne poklice. Jaz sem rekel, da je 15 let dovolj brskanja po kufrih in sem se odločil za šolanje za gorskega vodnika. Samo šolanje traja 3 leta in je precej zahtevno, že pogoji za pristop k šolanju so zahtevni. Vendar po 3 letih sem zaključil šolanje, postal pripravnik. Ko zaključiš šolanje, si v bistvu leto pa pol najmanj pripravnik. V tem času moraš opraviti določeno število tur, poleti in po zimi, na smučeh in na koncu pristopiš k mednarodnemu izpitu oziroma izpitu za mednarodno licenco in ko to opraviš, postaneš gorski vodnik. Pomeni, da vaša licenca velja kjerkoli po celem svetu?
Ja, s to našo licenco lahko delamo po celem svetu. Slovenija je 15 let, mislim, da bo zdaj že začelo teči 16. leto, članica Mednarodnega združenja gorskih vodnikov International Federal Mountain Guide Association in s to licenco pač delamo povsod tam, kjer so gore. In recimo ta odgovornost za sočloveka, ki ga peljete v gore. Pravzaprav nesreče se dogajajo, če še tako predvidiš. Gora pravzaprav ima neke svoje zakonitosti, ali to drži, ali samo nekaj razpredam romantično, tako kot slišim recimo zlasti v Himalaji, ko so svete gore in podobno, ko imajo domačini nek poseben odnos do gora. Kako bi vi lahko to pri sebi rekli? Kakšen je vaš odnos do gora, po drugi strani pa ta skrb za sočloveka in odnos do tega človeka, za katerega odgovarjate? Jaz kljub varnejši hoji, plezanju v gore z gorskim vodnikom se še vedno dogajajo nesreče. Tudi gorski vodniki imamo nesreče, recimo zvini gležnjev, zvini kolen, zlomi, to so pač stalnice našega poklica. Prav tako se lahko zgodi, da tudi gorskega vodnika oziroma skupaj s klienti, da nas zajame plaz, zaradi tega imamo tudi zavarovanje za odgovornost. In to moramo imeti, ker pri tem poklicu poskušamo zmanjšati nevarnost na minimum, vendar ravno tako kot na cesti, ko se usedeš v avto ali pa življenje je tako ali tako nevarno in je pri tem poklicu je večji procent, večja možnost nesreče. Tako da teh nesreč je kar nekaj. Pač v tem primeru pokličeš helikopter, gorsko reševalno službo. V Evropi imamo to zelo dobro urejeno. K sreči mobilci delujejo. Ja, drugače v Himalaji uporabljamo satelitske telefone, radijske postaje. Tudi v Alpah ni povsod pokrito z mobilnimi telefoni. Tako da radijska postaja je rekel, da je zelo pametno imeti s seboj. Pač takrat to je in potem ponavadi to se odzovejo v glavnih alpskih centrih, se pravi Chamonix, Zermatt, Saas-Fee, Grindelwald, obstajajo poklicne reševalne službe in to se odzovejo zelo hitro. Tudi pri nas je odziv v sezoni, sploh v sezoni hiter in pač pridejo reševalci in odpeljejo poškodovanega v bolnišnico. Ampak mene zdaj zanima vaš občutek. Kako vi osebno občutite, pravzaprav, ko prevzamete odgovornost za človeka, ki ga peljete v hribe? Po eni strani mu odpirate veličasten svet lepot. Pomeni, da tu se najbrž človek počuti zelo, zelo, zelo dobro, ampak se zanima me, kako se vi počutite, po drugi strani pa pravzaprav ta odgovornost. Ja, gorski vodnik ne more biti vsak. Že v tekom šolanja se pokaže in nekateri pač odstopijo od šolanja, ker ni vsak, bi rekel, zato moraš biti vodja, moraš imeti svoje določene karakteristike. Osebnost, močno osebnost, moraš biti odločen reagirati v danih situacijah in takrat gosti oziroma klienti nas večinoma rekel, 99% ubogajo in poslušajo, ker mi odločamo, kdaj se bomo obrnili, ali bomo šli na vrh, ali je vreme še vedno dovolj dobro za vzpon, ali je veter premočan, ali se bliža nevihta. In v tem primeru v bistvu je prvo naj bi bila naša skrb za goste, da jih varno pripeljemo nazaj v dolino. Vrh lahko počaka. Mont Blanc ne bo šel nikamor, drugo leto bo še vedno tam, prav tako Matterhorn. In večinoma, v veliki večini primerov gostje razumejo, da se v danih razmerah pač ne da na vrh in takrat se obrnemo oziroma naredimo kaj drugega. Gremo v dolino ali na kakšen lažji hrib, kaj poplezati, ali pa v dolino, včasih, če je res, res slabo vreme, gremo na kakšno zavarovano plezalno pot, v plezališče. V primeru enkrat so bili res hudi nalivi, smo plezali notr
v telovadnici na umetni steni. Takrat, Ja, tako če da se ne da, vendar- se ne da. Ja, če se ne da, se ne da. In pameten človek odneha pred naravo. Ne? Povejte mi, kakšen je pa ta občutek, kadar odnehate? Kakšen je občutek, ne kako gorski vodniki, kaj takrat naredite, ampak recimo vaš občutek, ko pravzaprav se zavedate, da bi morda šli čez rob, če bi vztrajali pri vzponu. Se pravi, to To, je da mora velika- človek popustiti, ne? Da narava je vendarle tista, ki ima zadnjo besedo. Se pravi, to je bistvo našega poklica, da se obrnemo takrat, ko zadeve postanejo prenevarne. Kadar gredo recimo po zimi temperature, da se nenadoma dvignejo in postane prenevarno za plas, kadar je premočan veter, kadar se bliža nevihta in takrat se moraš odločiti, tudi če si 100 metrov pod vrhom, moraš reči, oprostite, ampak situacija je taka pa taka, če mi moramo pa narediti to in to, moramo iti nazaj ali pa sej se trudimo, pa tudi nam je v zadovoljstvo, da pripeljemo goste, klijente na vrh. Samo po drugi strani smo pa mi tisti, ki to delamo in imamo toliko izkušenj in moramo tudi biti pripravljeni reči, zdaj bomo pa vzpon prekinili oziroma se bomo obrnili in šli nazaj. Ponavadi vprašam 5 dobrih lastnosti, ampak zdaj me zanima 5 dobrih lastnosti gorskega vodnika. Katere lastnosti recimo morate imeti in tudi razvijati, verjetno, če človek občuti, da je na kakšnem področju morda malo prešibak, da je to potrebno pač razvijati. Kaj bi vi postavili na prvih 5 recimo tistih mest, da ste lahko uspešni kot gorski vodnik? Rekli ste že odločnost, to je zagotovo, ne? Biti vodja, biti odločen. Ja, gorski vodnik mora biti vodja, kot rekel Gams, ki je vodja tropa, ali pa prav tako volkovi imajo svoj trop in tisti, ki vodi, on mora biti odločen, da reagira v dani situaciji. Poleg tega, ena izmed teh je tudi humor. Iz leti sem vodenja, to zdaj v bistvu teče že 11. leto mojega poklicnega vodenja, je tudi, da imaš smisel za humor, smisel zabavati goste, ker ne gre vedno za vrh. Ti ljudje pridejo v bistvu na počitnice in mi moramo pač nuditi in se z njimi v bistvu tudi zabavati na turah. Ne gre za neko preživetje pri vzponu na en določen hrib. Potem mora biti zelo fleksibilen. To bi rekel, da mora biti dovolj elastičen, prilagodljiv, da se znajde v določenih situacijah, ker dostikrat imamo narejen booking in zadeve potekajo po planu, nenadoma se obrne vreme, a se pride do kakšne drugih zadev, da klienti niso dovolj sposobni za vzpon in moraš plan, kakor je narejen, obrniti na glavo, iti nekam drugam, narediti neke druge stvari. No, zdaj imava 3. Ja. Potem mora biti razgledan. Gorski vodnik, potujemo po celem svetu. In moraš biti razgledan, poznati države, poznati in spoštovati tudi običaje drugih ljudi, ker dostikrat vodimo, pa naj bodo gore v drugih deželah, v muslimanskem svetu, v Nepalu, kjer je budizem, hinduizem in mora tudi gorski vodnik mora spoštovati običaje drugih ljudi oziroma dežele, kamor pride. Mi nismo v bistvu osvajalci, ampak mi smo bolj obiskovalci gora in tam, ko pridemo, se je potrebno tudi spoštljivo obnašati do domačinov ali pa tudi ena tipična alpska vasica. In prav tako z oskrbniki na kočah moraš imeti dober odnos, s tem se začne. Pravzaprav gorski vodniki imamo običaj, ki se reče aperitiv pred večerjo. Pri tem oskrbnik povabi gorske vodnike, recimo pol ure pred večerjo,
v kuhinjo, ponavadi gre to v kuhinjo ali pa na tak določen prostor, odpre steklenico ali dve vina, vsak gorski vodnik dobi kozarček, med sabo se predstavimo, okolikor se pač že ne poznamo, ne? Če gre to za dosti frekventno bajto, tam kjer smo kočo, tam kjer smo večkrat, to ni potrebe, ali pa tudi z drugimi vodniki, ki mogoče še niso tam, se predstavimo, izmenjamo kontakte, telefonske številke, elektronske naslove in predebatiramo. Po domače povedano se lepo zgovarjamo pred večerjo, ob kozarcu vina, včasih kaj za prigrizen zraven, in izmenjamo informacije o gori, o smeri, o sponi, o razmerah, o klientih in s tem, to je nekako ena taka domačnost. In posebna solidarnost, ne, če tako razumem, poklicna solidarnost. Ja, v bistvu ja, ker enim drugim smo neke vrste konkurenca, ampak z deljenjem teh informacij, ker če ti deliš informacije z drugim, potem lahko tudi pričakuješ, da bodo drugi delili te informacije s tabo. Tako, ki so lahko včasih pa življenjskega pomena, ne? Tako. To sva zdaj na 4. Ja, še eno rabiva. Moram prav malo razmisliti. No, sej, če ne pa lahko tudi v bistvu nehava. Namreč dejstvo je, da je to tako zelo specifičen poklic, da pravzaprav res zahteva čisto določene veščine. Ne more biti res ne vsak gorski vodnik. Marsikaj si lahko, tudi če znaš plezati, vendarle voditi druge ljudi je popolnoma nekaj drugega. Veste, kaj me še zanima? Vaša družina. Iz kakšne družine izhajate kot otrok? Izhajam pač iz tipične slovenske družine. Rojen sem bil na Slovenskem Javorniku in imam sestro, ki je oskrbnica na koči na gozdu. Ima tudi družino, gor 2 otroka. Ampak starša pa nista neka hribolazca. Ne, niti ne. Pa oba otroka pravzaprav. Ali ste vi sestro navdušili? Ne, ona je pač dobila fanta, ki je bil oskrbnik na koči na gozdu. Star oče je bil oskrbnik na kočah. Je bil oskrbnik koče v Krmi in pri izviru Soče. Koča pri izviru Soče. Pa niti ne, da bi, ker je pač umrl, ko sem bil jaz še v osnovni šoli, pa za hribe se navdušil sam, v bistvu v planinskem krožku in kasneje smo s prijatelji, več ali manj ista generacija, začeli plezati. Za gorsko vodništvo sem se pa tudi odločil sam, ker videl sem in izziv v tem poklicu. Pri nas 15 let nazaj, preden smo postali člani mednarodnega združenja in prej niti ni obstajala možnost šolanja, v bistvu možnost dela pri tem poklicu. Tudi ker danes, v Sloveniji je premalo, ne? Ne, saj nekateri gorski vodniki, moji kolegi, večinoma delajo v Sloveniji, ampak meni predstavlja večji izziv vodenja po celem svetu, v bistvu tam še nisem bil. Imam določeno število Mont Blancov, Matterhornov, Berenskih Alp, Gran Paradisov, pač tisti, ki so najbolj popularni 4000-čaki ali so najvišji v Alpah, ali Matterhorn, ker je pač tako impozantna in znana gora. Ampak vsako leto se odpravim še nekam tam, kjer še nisem bil. In to mi v bistvu predstavlja izziv pri tem poklicu in ohranja raznolikost, drugačnost, sezone se menjamo, zdaj komaj čakamo, da bo sneg padel, da nataknemo smuči. Maja, ko imamo že dosti turnega smučanja in smučanja izven urejenih smučišč, pa že komaj čakamo, da bomo spet nataknili čevlje, pa se povzpeli na kakšno goro. Zdaj, ko imam sam družino, je tudi malce drugače, ampak seveda takrat delam meni tudi po 6-14 dni ali mesec sem odsoten, vendar mislim, da takrat, ko sem doma, preživim z otroki bolj kvaliteten čas in takrat se lahko tudi nudim več kot, pa bi rekel, normalni ljudje. Ker moj sin pri svojih 2 letih pa pol že pleza z mano v plezališčih. No, prav zanimivo. V bistvu tako majhen. To pomeni, da nekako ga vzgajate, da ga ne bi bilo strah, ne? Ker predvidevam, da je pravzaprav strah v gorah največji sovražnik. Drži ali se motim?
Strah. Tukaj se ne gre toliko za strah. Pri meni ni tega strahu. Ta strah ne obstaja kot strah. Seveda nas je strah pred določenim vzponom. Jaz bi temu ne bi čisto rekel strah, ampak spoštovanje do gore. V bistvu, da spoštuješ nevarnost, da veš, kaj te čaka, da veš, na kaj se moraš pripraviti in potem pač da to naredimo. In tudi klienta moraš pripraviti, seveda jih je strah, klijente je bolj strah kot nas pred vzponom. Mislim, ja. In takrat mi jih v bistvu tudi psihično stabiliziramo in jih pripravimo na vzpon. To bomo, čisto po domač povedano, no, to bomo pa že naredili, bomo pa že zlezli na tale hrib, seveda ga je treba spoštovati, ampak poglejte, smo se dobro pripravljeni, natrenirani smo, aklimatizirani smo, jaz bom vse naredil, da bo vzpon potekal varno in potem to naredimo. No, pa če se vrneva še na vašo primarno družino, namreč živeli ste na Jesenicah, Gozd Martuljk, na Javorniku rojeni, to je zraven Jesenic. Pa ne nazadnje po osnovnem poklicu ste metalurški tehnik, delali tudi v železarni. To se pravi, da ste na nek način bili tempirani, da vendarle živite čisto neko običajno jeseniško življenje, kjer je pravzaprav bolj ali manj vsaka družina bila povezana z železarno. Ja, večinoma družin na Jesenicah, sploh v časih, takrat, ko sem jaz gor rasel, v najboljših časih železarne Jesenice je bilo tam zaposlenih 7500 ljudi. No, potem je prišla kriza, osamosvojitvena vojna in število ljudi v železarni se je zmanjševalo. Tako da, ampak če si v bistvu, pa sej me je veselilo delo v železarni, delo kot metalurškega delavca takrat, ker še zmeraj imam en veselje, če bi rekel, če bi čisto šel na tak primer, da bi šel danes v kovačnico pa skoval, kaj svem, žebelj ali kaj takega, bi še zmeraj to delal z veseljem. Vendar, se pravim, tako sem bil, celo življenje sem bil povezan z naravo in s hribi in sem v tem našel svoj izziv, svoje zadovoljstvo, mi ni žal. Tudi danes gledam svoje kolege na carini, še vedno se včasih ustavim na Brniku, ki sem delal nazadnje, da malo podebatiramo ob kavi, kaj, kako, kje sem bil, se malo zgovarjamo. In v res slabem vremenu bi rekel, pa pravzaprav niti ne, pač to bi rekel, to bi bilo udobje nekega varnega zavetja, ki te pelje proti penziji. Ker naš poklic je toliko nevaren, da vprašanje, kar nekaj mojih kolegov, gorskih vodnikov se je ponesrečilo. Lansko leto so recimo umrli 3 kolegi, ki sem jih poznal. In po drugi strani, pa dokler me bo še zdravje služilo in dokler bom lahko delal, bom upravljal ta poklic. Ampak vaš oče pa je bil v železarni. Je tam dočakal penzijo? Ja, je bil v železarni in je v bistvu s tem poklicem bil povezan celo življenje. Prav tako stari oče od mame, pač takrat je tako bilo, na Jesenicah je veliko ljudi, pa še danes so zaposleni v železarni Jesenici. Predvsem moški, ne? Ja, in takrat je pač tako bilo, taki časi so bili in čeprav je veliko ljudi tudi zaradi železarne, pač, ki so delali v tem okolju, mogoče ni bilo tiste čase najbolj zdravo, najbolj je bil prah, dim je bil, vročina pri peči. Prav z tega vidika so začeli zahajati v gore, ker da je šel malo v naravo po napornem delu. Drugo vprašanje, kdo ste, Klemen Gričar? Kdo sem? Ja, kdo ste? V bistvu čist navaden človek. Mogoče ne čist navaden, ampak še zmeraj poizkušam ostajati skromen, kar se tega tiče, ker sem le eden izmed 6000 vodnikov, kolikor je trenutno registriranih pri mednarodnem združenju na celem svetu, ki upravlja ta poklic.
Res pa je, da sem rekel, tako da po drugi strani rekel, ne vem, kdo sem. Ja, pravzaprav, kdo pa ve, ne, dejansko. To je nekaj, kar razmišljamo, kar se pravzaprav tudi spreminja skozi čas. Verjetno, če bi vas pred 10 leti vprašala, bi bil najbrž odgovor drugačen, takrat, če niste bili gorski vodnik. Ali pa, če bi vas vprašala v penziji, takrat bo zagotovo odgovor drugačen, namreč, če vam bo življenje milo in naklonjeno, da se vam ne bo nič zgodilo, da boste kot gorski vodnik dočakali penzijo, verjamete, da jo boste? Da je treba imeti tudi v življenju kaj sreče? Seveda je v tem, seveda je nam potrebna sreča. Se pravi, sem bil vmešan kar v nekaj nesreč. Nekaj sem jih pač imel tudi sam, v nekaj sem bil vmešan. In gorski vodniki pač poskušamo zmanjšati to nevarnost v gorah, vendar so pa določene nevarnosti, na katere nimamo vpliva, recimo padajoče kamenje, serak se podere, plaz, padec v ledeniško razpoko in takrat moraš imeti malo sreče, da preživiš. In do zdaj vas sreča spremlja, namreč ne zato, da bom rekla, da ste še tu, ampak vendarle, imate občutek, da imate srečo v življenju? Pa seveda imam srečo, imam 2 fletna otroka, ženo, odvisno, kaj pojmujemo sreča. Ker če pogledamo na splošno, gorski vodniki veliko potujemo in si v tretjih deželah, recimo v Indiji, sem bil letos februarja, sem bil v Indiji in ko vidiš, kako ljudje živijo tam in prideš nazaj domov, odpreš pipo in priteče topla voda v kopalnici, ko ima tvoja družina hišo, se pravi zavetje nad glavo, imamo službe, imamo avtomobile, imamo internet, imamo televizije, koliko ljudi tega nima. Tako da v bistvu bom rekel v Evropi ali pa v Sloveniji, kljub krizi, katera se dogaja, bom rekel, da imamo kvalitetno življenje in to je sreča. Mogli bi biti bolj zadovoljni s svojim življenjem, kot pa ne, da se vsak dan pritožujemo, to je slabo, vlada ne dela dobro, ampak v bistvu sami smo, na nas je, da nekaj naredimo. Če vidimo, da ena stvar ne dela, potem je treba to popraviti, je treba pač povedati, to pa ni v redu in dajmo narediti tako, da bo v redu. Kako pa recimo vaša žena, na vse zadnje se vendarle zaveda, da vaš poklic ni nek poklic kar tako, ko odhajate od doma, ne vem, ne greste nekam na počitnice, kot bi mogoče človek rekel, pa grem malo v hribe, zato da mi bo lepo. Vendarle je vaš poklic tvegan. Kako družina to sprejema? Ali se sin mogoče že zaveda, da je poklic očeta lahko tudi nevaren ali je še premajhen? Ja, v bistvu se že razume, vendar tudi razume, da gre ati delati, da gre ati plezati visoko na goro prav. Žena pa se je tudi prilagodila, oziroma cela družina se pač mora prilagoditi temu poklicu. V Franciji, tam, kjer smo čez sezono, je veliko takih družin, tako da v tem času se družijo skupaj. Recimo Martina Čufarjeva je tudi poročena s francoskim gorskim vodnikom, njen mož Niko je zaposlen pri vojski in ga včasih ni tudi po 14 dni. Prav tako nas, rekel, civilne gorske vodnike, nismo zaposleni pri vojski, se odpravimo na odpravo, na trekking, nas ni po 3 tedne, 2 meseca maksimalno. In pa to vzamejo pač kot del življenja. S tem, ko veliko potujemo okoli, včasih v nizki sezoni, ali pa gledamo na to, da gredo tudi družine z nami na kakšno potovanje. In vem, ko bo sin starejši, ga bom vzel s sabo, lahko ga bom ta prvo vzel na trekking v Himalajo. In s tem mu tudi nudim ene določene izkušnje za življenje, spoznava več različnih ljudi iz različnih držav, se lahko nauči jezikov. Tako da jaz mislim, da je to kvečem pozitivna izkušnja tudi za družino, da
da nismo pač tipična slovenska družina, kjer je privezana na dom, ne? Ja, da si majčkam bolj fleksibilen, bolj odprt. Tako da. Kaj pa vaša izkušnja? To je tisto tretje obvezno vprašanje, zaradi katere ste ali postali bolj modri, ali pa vam je življenje obrnila v kakšno drugo smer? Ja, z leti, ko sem začel delati poklicno samo kot gorski vodnik, prva leta so minila bolj v tistem entuziazmu, zdaj pa delam kot gorski vodnik, pa vodim skupaj s Švicarji, s Francozi, z Italijani na visoke gore. Vendar po 8 letih poklicnega vodenja, letos teče že 8 leto, počasi se pokaže prava slika tega poklica. In lanskoletna nesreča na Mont Maudit, kjer sem izgubil tudi zelo dobrega prijatelja, gorskega vodnika Roger Payne, je umrl v tej nesreči. Takrat začneš majčkeno razmišljati drugače in v bistvu ta nesreča me je bolj postavila na realna tla, na zavedanje, kako je naš poklic v bistvu nevaren. Po tej nesreči, saj na srečo sem takrat odšel delati v drugo okolje, v Bernske Alpe za 14 dni in potem še na trekking okoli Monte Rose. Vendar sem se prvič po tej nesreči zopet povzpel čez pobočje, kjer je šel plaz na goro Maudit, vem, da nisem imel dobrega občutka. Pa ste se vi tudi kaj ponesrečili pri tem ali ste jo odnesli s celo kožo v tej nesreči? Ne, v tej nesreči ne. V tej nesreči samo na vrvi, oziroma v moji skupini sta bila 2 zdravnika in mi smo bili tisti, ki smo pomagali ponesrečencem v plazu. To je bilo lansko leto 12. julija. Kaj pa kakšna taka hujša nesreča, ki ste jo vi imeli? Seveda imamo nesreč, sem pa se znajdem v plazu, ker pritiski klientov, zlasti mlajše generacije, so zmeraj večji. Bom povedal konkreten primer, kadar pade frišen sneg, nov sneg, 30-40, pol metra frišenega snega, je takoj treba smučati v pršiču. Kajti, če ne greš, če majčkeno zamudiš, počakaš par dni, ko se je včasih počakal, da se s plazovi obletel, pa da je bilo bolj varen, si v bistvu že prepozen. Ampak pršič pa ni več tak, ne? Ja, sej to je to. In tako da me parkrat na leto odnese kakšen plaz, seveda uporabljamo lavinske žolne, sonde, lopate, ABS nahrbtnike. ABS nahrbtnik je podobno kot pri avtomobilu, balon, ki se napihne v primeru, da te zajame plaz in da je več možnosti za preživetje. Ja, ni pa še zmeraj garancija, da boš preživel v plazu. In nisem pa rekel take večje nesreče, da bi bil kaj poškodovan. Vse, kar se je bilo, se je izteklo, tudi padci v ledeniško razpoko se je izteklo z malo manjšimi praskami in modricami. Je pa verjetno zelo hudo, če padaš v to brezno. Namreč ne veš, kje se boš ustavil, ne? Če si navezan, veš približno, da bi se mogel ustaviti in v bistvu ustaviš se. Samo je pa šok precejšen, ker sem šel čez v bistvu ura je bila okoli poldne, temperature so bile visoke in se jim je podaril en most. Na to pač nimaš nobenega vpliva čez ledeniško razpoko in sem padel kar precej globok. Ampak tako, da nisem izgubil takrat prisebnosti. In niti nisem spustil v roki, samo v cepini, nisem spustil cepina. Zgubil sem očala, zgubil sem kapo, ampak to je v bistvu normalno, ker pri padcu v razpoko greš skozi sneg, pač potem sem šel še skozi en most, še skozi en sneg in mi je pač te stvari potegnil iz glave, nisem pa izgubil cepina, sem ga držal v rok, da bi se recimo strašil, pa bi ga spustil. Ja. Zato potem se je vrv napela, klienti, samo pa tudi praktično otroke, sabo sicer v prvem letu na fakulteti, ampak še zmeraj 19, 20 let stari,
Čeravno smo 3-krat trenirali reševanje z ledeniške razpoke in so vedeli postopek, kaj narediti, je bil tak hud šok, da ta prvi so me vprašali, ja, Klemen, kaj pa naj naredimo, kaj naj, že mislil reči, daj naredite tisto, kar smo naredili 15 minut nazaj, ker smo trenirali, prav pred temu smo trenirali, kako rešiti situacijo. Ampak šok je tako hud, ne? Ja, da je tisto znanje čisto izpuhtelo. Sem pa rekel, samo imejte napeto vrv, hodite nazaj v smeri, kateri smo prišli. Na srečo sem bil nepoškodovan in sem sam splezal z ledeniške razpoke. In pripeljal potem te otroke varno v dolino, ne? Ja, smo pač, v bistvu sem jih peljal čez ledeniško razpoko, nato sem se spustil po vrvi nazaj noter, sem iskal očala, ker očala so draga, samo Adidasove očala, ki stanejo... In oni so vas držali? Ne, to sem sam naredil v sidrišče, ampak oni so bili na drugi strani, pa so tam počakali na varnem mestu, pri enem seraku, sem zavrtal ledne vijake, vzel preostanek vrvi z nahrbtnika, se spustil not v razpoko, samo na žalost je bila na dnu razpoke je bila voda, je bil tak jezerček na dnu razpoke in očala so potonila. Sem rekel, da dobro, to pa tudi niso vredne, da bi zdaj iskal po vodi, ne pa vprašanje, koliko je bilo tudi to globoko, tako da so se očala poslovila. No, moram reči, da so bili to izredno fair fantje. Bili so iz premožnih družin, ker eden je bil iz Madrida in je študira na Cambridgeu, tako da na koncu so zbrali denar skupaj in v bistvu to je napitnino, dali so napitnino, so rekli, no, to imaš pa za nove očala. Za nove očala. Ampak je pa res verjetno šok, ne, da ti vodnik pade. Seveda, da pade vodnik, ker gre prvi, ker preizkuša, ne? Ja, na ledenikih, razen če ni prestrmo vodniki, hodimo vedno prvi. Vedno, ne? Vedno prvi. Tako da... Ja, ker ledenik ima ravno te pasti, ne, največ pasti. Ja, ledeniške razpoke, zaradi padcev ledeniško razpoko umre kar na leto kar veliko ljudi. Tudi lahko, da si privezan, lahko kam se udariš, lahko greš čez kakšen rob ali pa... Tako da to niso tako enostavne zadeve. Vendar se je vse srečno izteklo in potem smo imeli, v bistvu bila dobra izkušnja. Ja, dragi Klemen Gričar, še naprej naj vam bo sreča mila, naj vas spremlja na vseh teh vaših poteh in seveda čim več lepih gora vam želim, čim več lepih izzivov, nam pa tudi v razmislek, da so poklici, ki so težji od drugih, ki so zahtevnejši od drugih, da pa je vendarle vredno, če te nekam vleče srce, tako kot je vas vleklo, treba slediti tej poti. Se strinjate z mano, kaj ne? Ja, se strinjam, ker če človek ne sledi svojim sanjam, potem, kaj se vem, potem lahko rekel tudi ne živi svojega, ali pa živi zgrešeno življenje. Hvala lepa. Hvala, srečno.